sem hotel dati velik poudarek pri tem tečaju je, da primerjamo zdravila z drugimi zdravili, podobnimi zdravili, kakor kaj je podobno, kaj ni. In smo tukaj kar pri današnjih zdravilih natančni bili. Tako da, poglejmo tisto klasiko, ki smo se jo že učili, pa mislim, da jo kar znate še vedno in jo dajmo ponoviti. Kdaj je podoben akonitum in beladona? Se pravi, velikokrat pride po nahladitvi do težav in potrebujete bodi si to. Za akonitum je to ključni simptom, za beladono ni, pa vendar tudi beladona stanja se pogosto razvije po nahladitvi. In kakšen začetek imata en beladona in akonitum? Podoben. Kaj bi morali tukaj pisati? Buren, hiter, točno in pa tudi intenziven. Hiter in intenziven začetek. Kaj imamo na obrazu? Pri obeh zdravilih smo rekli prej, rdečico, tako, in še vročino, vročina je običajno. Včasih imamo po en stran malo bledo, kadar imamo z akonitumom, ni pa nujno. Okay. Hude bolečine kričijo od bolečin, oba zdravila znana, akonitum bolj. Pulzirajoče bolečine, ker imamo imamo cirkulacijo vzdraženo in poslabša ležanje na prizadeti strani. To smo že imeli. Kaj so razlike? Poglejva, mentalno-emocionalno. To smo že imeli, zato nisem dal v črtice. Zelo pri beladoni, se bomo kasneje učili čez par trenutkov, razdražljivost delirij. Tako agresivna klinična slika je. Pri akonitumu imamo strah in nemir. Je malo drugače. So bolj prestrašeni ti otroci, ki potrebujejo akonitum. Kako je z vročino telesa? To so razlike. Kje imamo lokalno vročino, pa kongestijo v centru, v trupu in glavo, se pravi tam, pri kateremu zdravilu imamo to in pri kateremu zdravilu imamo, da je celo telo vroče. Kaj more pisati na prvi črtici? Lokalna vročina in kongestija, to je tam, kjer se veliko krvi nabuta. Tako, beladona ima lokalno vročino in kongestijo in hladna stopala. Akonitum je cel vroč. To ni težko vedeti. Je tako? Tip vročine imamo intermitentno, pa konstantno, zelo učena izraza. Intermitentna pomeni, da nekoliko niha, da ni ves čas enaka, konstantna pomeni, da je ves čas enaka, oziroma tifoidna je tudi to strokovni izraz, za katero je značilno, da niha, beladona, in da je konstantna, za katerega je to značilno, akonitum, tako je. Seveda, žeja med vročino. Kje jo imamo, kje jo nimamo? To smo se že pogledali. Žejo med vročino imamo pri, vse veste, beladona ni žeje, akonitum ima žejo, res je. In potenje zelo analogno. Beladona imamo prepotenega ali suhega pacienta za beladono. Suhega, res je. In pri akonitum imamo velikokrat kar precej potenja. Kar še pišejo, homeopati, to so predvsem tele nemške, avstrijske, tudi francoske šole, ki imajo tako imenovane preizkušene indikacije. To so tako, kaj se pa v praksi dostikrat zelo dobro obnese. Če imamo tipičen akonitum sliko, pa tipičen vzrok, da je nekega otroka nekaj res prepihali, so šli z vrtcem neki in jim je ogoršala kaper, kaj vse, in boli zvečer z 40 vročine, je zelo jasno, hitro, da je to akonitum. Če imamo pa neko blago razvoj nekih težav, pa nimamo orenk vročine, pa nimamo jasnega razloga, zakaj bi se kaj začelo, pa vendar, veliko teh avtorjev iz teh krajev poroča, da se lahko akonitum daje na začetku vsake akutne bolezni. Čim prej en odmerek akonituma C30 in potem strogi počitek 24 ur in se morda prepreči razvoj zadeve naprej. To je nekaj, kar ni čisto v skladu z tisto
ortodoksno teorijo homeopatsko, pa vendar se v praksi dostikrat dobro obnese. Tako da se velja to zapomniti, o tem smo tudi že govorili na e-šoli, se spomnite. Torči je bil en od teh pionirjev, recimo avstrijske homeopatije po vojni. Tako da velja tudi takrat včasih poskusiti z akonitumom. Če to se dobro obnese, smo zadovoljni, če se ne moramo takoj iskati naprej novo zdravilo, ker ne bo v redu. Prav? Piše tudi tako, da če dajemo beladono, najprej akonitum, pa beladono, ali obratno, se pogosto zgodi, da eno zdravilo antidotira drugo. Tako da tudi tukaj opozarjam, ne dajati sočasno obeh. Imamo veliko razlik, morate jih poznati in z vsem tem znanjem, ki ga imate, odločite se za eno ali za drugo. Ne podpiram kar z vsemi kanoni streljati na takole reči.